Mogoče bi se še malo dotaknil te lokalne, regionalne skupnosti. Ne? Videli ste rekli, da sta del skupnosti, oziroma kako bi rekli, društva, Slowfurs. Slowfurs je pač eno društvo regionalno, ki se je manifestiralo pač v slovenskem prostoru. Ima tudi svojo, sem videl, podstran na Furwikiju. In seveda, kot vsaka alternativna skupnost pač dela svoje dogodke, svoje druženja. Mislim, da več dogodkov delate na leto, delali ste tudi svoje konvencije, mislim, da se je prej imenoval Betacon. In od zdaj... Zakaj ne Alphacon? Zakaj Beta? To bi so full good question, ampak Betacon je bil naš prvi Beta poskus. Fish. To je bil pač prvi, alfa ne moreš releasa, to je bil prvi release, smo rekli Betacon. Release candidate. Boljša asociacija, ki sem imel pač Slowfurs in zdaj se sprašujem pač, kdo dela na Fursu. Misliš, da imaš kakšne furije na Fursu? Možno. Holy shit, oni bi res, ja. Zdaj grem študirati avtomobilsko industrijo ali whatever, logistiko, zaradi tega, ker hočem delati na ali pa Fursu. Torej, treba gledati tiste, ki se z davki ukvarjajo. Koliko sta vidva, omenjala sta, da sta del te skupnosti? Kdaj sta se prvič včlanila? Kako sta sama videla razvoj te skupnosti? Kako so vaju sprejeli? Potem pa, ja. In kako je potem so prišli ti dogodki še zraven? Ste imela sama kaj prstov vmes? Je bil to že nekaj ideja, ki se je prej manifestirala? Šap vmes, lepo prosim. Šap, sorry. Mislim, če povem zelo na hitro zgodovino. Slowfurs je bila v bistvu prva skupnost v Sloveniji, ki je nastala s Furjev, mislim, da se je nekako začela tam 2007, ampak to je bila zelo majhna skupinica. Jaz sem se v bistvu pridružil tam konc 2017-2018, sem se pridružil, ko sem se pač bolj aktivno vključil v fandom v bistvu. In smo bili takrat v bistvu še ful majhna skupinca. To je tudi neverjetno zraslo v nekaj letih. Takrat so se že organizirali neki čisto hangout with friends, neki mali pikniki. So se pač organizirali, družili se, to so bili taki pikniki po 10-15 ljudi. Ful dobra družba, meni si ful dopadel, začel zmeri bolj aktivno hoditi in zelo hitro jaz sem pač tak, da hitro kakšno stvar primem v roke, sem tudi začel organizirati, zelo hitro pomagati pri sami organizaciji. In to je skozi leta je raslo. Te pikniki so šli iz 15 na 20, iz 20 na 30 in kar naenkrat je bilo 50 folka. Smo rekli, kaj če bi mi probali pač narediti convention, ker pač v Sloveniji je tako ful dobra regija, imaš dosti držav, imaš dosti držav takih okolj, ki ima močne fandome, Italijani so močni, Avstrijci so močni. Smo obdani. Pa mi jim lahko verjetno ponudbo zelo solidno ceno, ker Slovenija v primerjavi s sosednjimi državami načeloma še kar cenovno ugodna, vsaj kar se tiče hotelov pa tega. Je res, ja. Dajmo probati nekaj spušati in takrat smo se ta skupinca organizatorjev začeli v bistvu s tem Betaconom, kaj nam je v bistvu plane malo uničil COVID, Takrat smo mogli zelo omejiti število udeležencev, size in vse te zadeve, pa pol se je tudi za nekaj časa prekinilo, lockdowni. Tega, da imate maske cel dan gor. Na to sem tudi jaz pomislil. Prepoved dogodkov je pa bila. Spomnim se, da je v opisu pisalo, pa takrat nisem najbolj razumel, ali gre za dejansko stigmo iz strani države. V opisu je pisalo, priredili bomo ta dogodek, če nam bo država pustila. Ja, to je bilo čisto zaradi COVID mandata, ker je pač naenkrat, mi bi tako... Niso vas ostavili, ker bi bila, furry, ne smete se Ne, ustavili so nas, je dovoljeno izbiranje maksimalno 15 ljudi, in potem pač stvar odpade. Sploh pri konih, mi smo bili zelo majhna skupinca, nismo imeli nekih financ zadnji, mi smo vse stroške pokrili s kartami. Če bi stvar odpadla, bi mi pač iz žepa krili pol tiste odpovedne zadeve. Zdaj je bilo ful riziko in smo čakali še v COVID mimo in pa smo začeli v bistvu s tem Golden Hornom, ki je bil bistveno bolj uspešen, kot smo pričakovali. Razprodali smo sobe, zmanjkalo mi placa. In kje je to potekalo, kako to izgleda? Kje se odvija Golden Horn? Golden Horn se odvija v Ajdošni. To je bilo prvo leto je bil v Ajdošni, v tistem mladinskem hostlu. Ja, full nice place, v
bom rekel, na začetku je bila strani hostla ogromna stigma, tudi hoteli so nas ven vršiti. Ojoj. Ful niso bili happy, Ja. dokler nismo pač dejansko imeli konvenčna in zdaj so bili tako navdušeni, da so rekli, please come back. Kot best thing ever happened here, ne. Kaj je bil tisti turnaround za njih? Kaj so Ko so videli, da je vse razprodano, da prihajajo z druge države. Ne samo razprodano, ampak... Ja, mislim, oni imajo prednost, mislim, imajo dejansko benefit od tega, da je razprodano, ne nujno prostor.